Kakšen velik projekt se v bistvu danes zaključuje in zakaj je to tako zelo pomembno? Rekla ste mi prej, ne, v bistvu 2 leti ste delali na tem projektu, danes je samo pika na i, ne. Kaj vse bo treba narediti v tem času? Ja, res je. Za Slovensko vojsko in nasploh za slovensko vojaško letalstvo je bil to velik izziv. Pred 2 leti smo skladno s sklepom vlade dobili letalo Falcon, jasno brez nekih izkušenj, brez logističnih zagotovitev, brez vsega, tako da narejen je bil temeljit v tistem trenutku načrt uvedbe letala v operativno uporabo in skladno s tem načrtom smo sedaj v 2 letih uspeli zagotoviti polno usposobljenost 2 posadk, kabinskega osebja, dispečerjev kot planirjev letenja in jasno tudi zelo pomemben segment letalskega tehničnega vzdrževanja. Imamo usposobljene letalske tehnike in inženirje, tako da tudi že sami izvajamo en del vzdrževanja zrakoplova, kar pomeni jasno tudi privarčevanje stroškov. Kakšni stroški pa so bili s tem projektom ali pa v kakšnem stanju je bil Falcon, ko ste ga dobili? No, Falcon samo letalo je bilo v dobrem stanju, samo potrebno je bilo pa potem zagotoviti vse pogodbe, operativne priročnike, kar se tiče samega letalnega dela in pa jasno vse pogodbe, ki zagotavljajo vzdrževanje, potem planiranje, načrtovanje letenja, nabava določenih softverov in tako naprej, tako da je bil kar velik zalogaj. S kakšnimi stroški je bilo to povezano, lahko govoriva? Ja, dober milijon evrov je bilo porabljeno, s tem, da računamo, da v naslednjih 3 letih ta strošek pridobimo nazaj z lastnim usposabljanjem in z lastnim izvajanjem načrtovanja letenja. Kaj to zdaj pomeni, da bo Falcon prevažal človeške organe? Kdo bo plačnik teh prevozov? Kako se bo, po kakšnem ključu bo potekal ta transport, tako če ima čisto logistično? Ja, skladno s sklepom vlade imamo tudi odobren cenik in skladno s tem cenikom je ura letenja Falcona, to se pravi čistega letenja, je vredna nekaj več kot 4000 evrov in po samem letu se obračuna, vodja posadke podpiše dejanski čas letenja in Slovenska vojska pripravi račun in ga izstavi naročniku. Tako da imamo potrjen cenik s strani vlade za različne načine letenja, tudi neke nižje cene je za letenje v okviru lastnega usposabljanja in potem v primeru letenja za sistema TARES. Kdo je naročnik v tem primeru, recimo, ko gre za prevoz organov? To je direktno Slot-Transplant. Ja, direktno Slot-Transplant in direktno njim tudi stavimo račun. Je pa v resnici ceneje oziroma bolj donosno, da letalo leti, ne? Kakšni, ne stroški, ampak kakšna škoda nastaja na letalu, če stoji takole v hangarju? Glejte, mi delimo stroške na fiksne in na operativne. Zdaj, fiksni stroški so jasno skladno z sistemom vzdrževanja, fiksni pregledi, ki jih moramo izvesti v primeru, ali letalo leti ali ne leti, ker so vezani na časovne roke. Tako da te stroški obstajajo in zdaj, če letalo leti ali ne, moramo računati s temi stroški. Če pa letalo leti, so pa jasno se pojavijo operativni stroški, ker je pač cena goriva, preletnih taks, pristajalnih taks in tako naprej. Tako da mi imamo narejen izračun za 400 urami naleta letnega, skladno z veljavnimi ceniki, mi te stroške pokrijemo. Se pravi, v vsakem primeru je dobro, da ga bomo zdaj Točno to, ne. Zdaj, več ko letimo, več je teh prihodkov, jasno. No, ampak, tako kot sem rekel, s 1000 urami, z 400 urami letno pokrijemo stroške, z vsakim naletom več od tega pa jasno še dobimo v sistem še dodatna sredstva, ki jih pač porabimo tudi kot za usposabljanje posadk, ki so tudi fiksni strošek, ker posadka se mora enkrat letno usposabljati na simulatorju. Tako da tudi s temi sredstvi potem pokrijemo tudi ta dodatna sredstva, ki jih potrebujemo za usposabljanje. Odlično. Še ime, priimek, naziv? Podpolkovnik Andrej Prinčič, 15. polk vojaškega letalstva. Hvala.